V začetku bi najprej zaželel dober večer vsem obiskovalkam in obiskovalcem prireditev Mestne knjižnice Ljubljana. Nocoj je iz ciklusa soočenja predavanje Antona Komata z naslovom Ledene sveče v rastlinjaku. Nas bo zeblo ali nam bo vroče? Pomenljiv naslov. Anton Komat je svobodni raziskovalec, ekolog in publicist, ki v svojih knjigah kritično odslikava in analizira slovensko in svetovno ekološko realnost in nekako skuša postavljati postulate ali nekakšen evolucijski manifest življenja, ki bi lahko bil osnova našega fizičnega preživetja in bivanja v 21. stoletju. Spregovoril bo o vlogi neetične znanosti v sodobni družbi, moči korporativnega kapitala ter moči političnih in drugih ideologij, ki v spregi z oblastjo s pomočjo dogem in cenzure ogrožajo sodobno demokracijo in človekove pravice. Znanost je iskanje resnice in ne njeno posedovanje. Moč te sprege multinacionalk, kapitala in avtokratskih režimov, ki širijo ideološke razklanosti, dogmatizem in strahove, se kaže predvsem v obvladovanju medijev, javnega mnenja ter zlasti v promociji nebrzdanega potrošništva in generiranju umetnih družbeno-političnih konfliktov. Posledica vsega tega pa je degradacija našega naravnega okolja in negotova prihodnost, s katero se sooča celotno človeštvo. Me veseli, da nas je čedalje več, ki nam ni vseeno, kakšno je to naše okolje, kaj počnemo v naravi in kakšna bo usoda naših otrok. Tako, zdaj pa kar predajam besedo, Anton. Hvala lepa organizatorju in hvala vam za obisk. Se bom potrudil, da bo to naše srečanje čim bolj zanimivo. Kaj ne rečem, današnji dogodek se umešča ravno med dva dogodka, ki se trenutno odvijata v Švici. Torej, prejšnji teden se je zaključil v petek, torej ta petek zadnji zdaj, ne? Se je zaključil srečanje, tajno srečanje WHO-ja, Svetovne zdravstvene organizacije, in jasno, možakarji, ki so tam sedeli, so se samo preselili po 2 dneh pauze, torej sobota pa nedelja, so se preselili v Davos, kjer se pa danes začenja spet srečanje, spet tajno, ampak to davoško srečanje čuva 5000 do zob oboroženih vojakov, torej specialcev. Torej vidimo, kako se počutijo zelo varni te kriminalci na globalni ravni. Vse skupaj je bilo v Švici, razdalje je nekaj 10 ali pa 100 km, niti ne vem, koliko je razdalja, ne, med Zürichom in Davosom. Skratka, sračje gnezdo je na delu, mi pa tudi. Ampak mi nismo sračje gnezdo, ampak smo tisto, kar pelje človeštvo v neko bolj prijazno prihodnost. Torej, jaz bi za uvod prebral eno zelo prenesljivo misel znamenitega astrofizika, astronoma, tudi biologa in pisatelja Carla Sagana, in bom prebral, ker je malo daljša. Misel je pa zelo povedna za današnji čas. To je Carl Sagan napisal leta 1996. Če ne moremo postavljati skeptičnih vprašanj znanstvenikom, zasliševati tistih, ki nam govorijo, da je nekaj res, biti kritičen do tistih, ki so na oblasti, potem smo na voljo za naslednjega šarlatana, političnega ali verskega, ki bo kljusal na okolje. To je en izjemnih znanstvenikov svetovnega formata. Mislim, da je ta njegova misel izjemno aktualna za današnji čas, ne, kjer je znanost zašla v čudne vode, torej v vode neke demagogije, da ne rečem kaj hujša, torej dogem, postala je dogmatska, tako kot je bila osnovna status ali pa osnovna teza religije, ne. In to smo tudi videli, recimo kot primer sredi COVID krize, ne, ko smo bili deležni 2 leti in pol tega potvarjanja znanstvenih resnic, kjer je izjemna podobnost nekim religioznim dogmam ali pa znanstvenim dogmam, torej tistega, kar se je rekel, da je znanost pod grožnjo zaupajte znanosti, morate zaupati, to je bil ukaz, ne. In zdaj pogledajte pri dogmi, pri cerkveni dogmi,
smo vsi že od rojstva grešniki, ne? Vsi imamo izvirni greh. Ne? Po dogmi COVID histerije vsi ste bolniki. Torej, tle smo bolniki, tam so grešniki. Zdaj jasno, pot naprej je spet dogmatsko tlakovana. Pri cerkveni dogmi moraš iti k spovedi, ne? Da se odrešiš tega dvoma v grehu. Pri COVID histeriji si mogel iti na test. Test je imel značaj spovedi. Če si bil pri spovedi, si dobil odpustek, ne si mogel nekaj Oče naše pa Zdaj Marije odmolit, ne? Pri covidu si dobil pa karanteno, kjer si lahko v miru premišljal, koliko si grešil, ko si se okužil. Torej vidimo, da imamo popolno analogijo med neko versko dogmo, ki normalno v vsaki religiji so verske dogme, ker mora biti brez prizivne resnice, in neko dogmo v znanosti, ki to ni več. Da bi pa razvozlali to stran pot, se moramo večkrat premakniti v zgodovino in predvsem pa našo zavest, kako mi dojemamo dogajanja, ker itak vemo, da po medijih se širijo same laži, da imamo dejansko stanje, kjer imate unije, ki preverjajo, a je to res ali ni, te facts čertarje, ne? Preverjalce resnice in da deluje na veliko cenzura s pomembno razliko, da je bila nekoč cenzura na nivoju države ali pa politične oblasti, danes je pa cenzura privatizirana. To je bistvena razlika. Ne pozabiti, da je danes cenzura privatna. Torej je zadnji privatni kapital. In potem, ko bomo videli, kako se je znanost razvijala do te deviacije, kamor je padla danes, nam bo marsikaj precej bolj jasno, kaj se dogaja v svetu. Kot prvo bi začel s tem, da je že Descartes kot filozofski utemeljitelj sodobne znanosti, pa Bacon, njegov sodobnik, sta zapovedala, da je dvom metodično načelo. Torej znanosti ni, če ni dvoma. Znanosti ni, če ni razprave. Znanosti ni, če ni pro et kontra. Če nimate teze in hipoteze in kontrateze. To je bil napredek vedno, če so te borbe potekale to je bil ta napredek znanosti. Če pa imate nekje dogmo, kjer se resnica zakriva z neko izmišljotino, z nekim narativom neke oblasti, ne, potem pa zadeva ni več znanost, potem preidemo v neko temo, v neko dobesedno temo teme, kjer imamo na en način enoumje, ne, torej samo ena resnica je možna, ampak vi dobro veste, da je vsako enoumje vedno preide v brezumje in tega smo lepo tudi deležni na bezvrhovno mero. Torej, če začnem z eno veliko mislijo znamenitega Alberta Einsteina, ne, ki pravi takole, zavest, ki je ustvarila problem, ni sposobna tega problema rešiti. Da bi pa lahko zavest spremenili, moramo začeti pa tudi mi drugače razmišljati. In zdaj bi dal tukaj primer neke znamenite stare zgodbe, verjetno jo poznate, pa ne nič hudega, in zgodba se imenuje zgodba o 18. slonu. Gre pa takole. Živel je mož, ki je imel 17 slonov. Ko je umrl, so njegovi 3 sinovi odprli testament oziroma poroko in v tej poroki so bili ti sloni razdeljeni po sledečem ključu. Najstarejši dobi 1/2, drugi dobi 1/3, najmlajši pa 1/9 od te številke 17 slonov. Zdaj jasno, ta delitev ni šla. 17 ne morate deliti z 2, 17 ne morate deliti z 3, niti z 9. In ko so bili pa te 3 bratje zelo prijatelji, da se ne bi kregali, so šli k Modrijanu, da reši to uganko. Kaj se zdaj naš oče heca z nas, da je takole uganko nam postavil po smrti, ali je hotel, da se spričkamo pa skregamo, pa ne vem, kaj s temi sloni naredimo. In tam Modrijan je rekel tako, jaz sem pa samo enega slona, da tega zraven, zdaj imate pa 18. Zdaj pa 18 slonov razdelite po tem ključu iz oporoke in gre takole, polovica je 9, tretjina je 6, devetina je 2, pogledajte, 17.
Torej, mož je dal enega slona, problem je bil rešen in so slona vrnili nazaj temu Modrijanu. Torej, vidimo, da na način razmišljanja, kot nam ta zgodba nas uči, je rešljiva stvar, rešljiva uganka, ki bi pa z linearnim razmišljanjem nekega zahodnjaka, kamor tudi mi spadamo po izobraževanju, ostala popolnoma nerešljiva. Torej, vidimo, da je ta horizont, v katerem se naše razmišljanje giblje, treba podrti, treba te omejitve, znotraj katerih je nastal problem, zato ti sem prej citiral Alberta Einsteina, ne, v tem smislu zavest, ki je ustvarila problem, ga ni sposobna rešiti, in moramo te mentalne omejitve podrti, se sprehoditi po horizontu, ne, in opazovati, kaj se v naravi dogaja. Ne, torej vidimo, da nam bo narava vse odgovore dala, kajti v naravi so vse rešitve. Če pa mi ne vidimo, je pa to napaka naše znanstvene metode, ki je zelo šepava. Torej vidimo, da tale 18. slon je rešil veliko uganko in ugotovili smo skozi to, da je treba perfektno spremeniti naš pogled na svet. Da bi pa lahko to na en drug način še razumeli, pa povedal 3 zgodbice, čisto kratke, take povedne. Mi smo danes parkrat prehodili po kakšnih zgodbicah, ki so zelo ilustrativne. Kajti, veste, če sedanja znanost, ki temelji samo na meritvah, pa na računanju, ne, pa na nekih mehanicističnih, redukcionističnih metodah, nas hitro zapelje, da naravo začnemo gledati kot neke številčne komponente, od številk do denarja pa zelo kratek korak. Ne? In potem imamo mi hitro komodifikacijo narave, vse se preračunava, koliko je vredno, in zato bo da je 3 zgodbice povedal. Torej, prva gre takole. Na pokrajini stoji en starodavn hrast, čudovito mogočno drevo, pred njim stojita ekonomist pa ekologist. Torej, 2 nasprotna pola te družbe, ne? Ekonomist gleda na naravo, ekonomist gleda samo na denar in na kalkulacije, kot sem jih prej omenil. In potem začne ekonomist takole svoj predlog utemeljevati, ne? Torej, drvo je mogočno, ima ogromno lesno maso, če bi tole podrli, pa razžagali na deske, bi dobili hrastovine toliko in toliko metrov kubičnih, kar bi prineslo recimo hipotetično, dajmo rečemo cifro 5000 evrov, tole bomo iz kupiček dobili, ga naložili na banko in v banki nam bodo obresti nanesli še mnogo več denarja v nekaj letih. Po videnju ekonomista je usoda hrasta zapečatena. Zdaj pride pa ekologist, pa pravi, ja, čak malej, to drevo ima ogromno koreninski sistem, drži zemljo, preprečuje erozijo, drži vodne mase v podtalju, njegov habitus nudi bivališče tisočem vrst živih biti, izloča kisik, absorbira CO2, gor gnezdo živali in tako naprej. A veš, koliko je to vredno za naravo? Pa prav ekonomist, vedi me to v številkah povej, koliko je to denarja, ne? Ekologist pa, to nima cene, pa nekaj rekel. Jaz znam zračunati, dokler bom jaz računal, bo tako, kaj jaz rečem, hrast bomo podrli in dobili denar, ki ga bomo naložili v banko. Tako se odloča v tem svetu. Druga zgodba je malce podobna, ni pa čisto ista. Torej, pokrajino opazujeta agronom, zdaj imamo probleme s hrano, ne? In poet, pesnik. In agronom gleda tisto reko, ki vijuga po pokrajini, ki je vsa obraščena z drevjem, pa z grmojem, pa točke dreves, pa obmejke, pa žive meje, pa tako naprej. In rekel, čak malo, tole bomo mi vse podrli, reko uravnali v kanal, vsa grmovnica odstranili, da bodo traktorji lažje obračali, da ne bo ovir, ne, tudi reka bo regulirana, pa točni kanal, da ne bo poplav in tako naprej. Tole bo usoda te pokrajine. Poet pravi, pa lej, koliko je to nekaj lepega, pa mi tle lahko pišemo pesmi, ode, hvalnice, te čudoviti pokrajini, a ti bi jo pa takole uničil. Je rekel, na prvem mestu je ekonomski učinek pokrajine, ti pa kar piš pesmi, ki drge. In je spet usoda pokrajine zapečatena. Zdaj pa še ena zgodbica, ki je zelo kratka, ki pa govori o tem, če gremo s številkami, pa z samim računanjem v neke pojave, bomo dobili takole štorije, kot se dogaja v bolniški sobi.
Not sta bila dva pacienta, oziroma sta dva pacienta, en je glih kar umrl, drugo pa visoka temperatura, ko ima hudo vročino. Ampak povprečna temperatura obeh je čisto v redu. Tako nam matematika uči, ne? Torej stanje je v redu, to pač, kaj smo zdaj, ne? Matematika je tako pokazala, tole moramo verjeti in gremo naprej. Vidimo tole, da se tle, so te take štorije, ki nam govorijo o stranpoteh. Bom pa še eno povedal zgodbo o znamenitem filozofu Karl Raimund Popper. Pasta, on je bil filozof, ki ga meni maral. Ne zahod kapitalističen, ne vzhod, takrat je on živo, ne? Čeprav je dobil na konc mesta častnega profesora, častnega doktora, so na Oxfordu. Enfant terrible je bil on. Ampak on je postavil fenomenalno teorijo, kako bi bilo treba raziskovati naravo, kako ne bi znanost delovala. Glejte, tu gre pa takole. Če mi raziskujemo nek pojav, pa uporabimo pozitivno empirično metodo, torej nabiramo tiste dokaze, ki bodo podpirali našo hipotezo, ne? Naberemo samo tiste, ki bodo podpirali, nekaj pa ne bi slučajno, jih pa zanemarimo, jih pa ne upoštevamo, ne? Ker nam je važno, da podpremo našo tezo, našo hipotezo, ki jo mora potrditi, potem bomo to objavili v znanstveni publikaciji in tako naprej. Ne? Torej vidimo, da to lahko do fatalnih napak pripelje. Še ena zgodba od Popperja. Živel je zapit filozof in jim vsak jutr mačka. In njega je zanimalo, da ugotovi, odkje njemu ta maček. Ne? In ker je bil pravoveren metodologist v znanosti, si je napravil metodo, napravil si sistem in rekel takole, vsak dan bom pisal, kaj sem spil, na koncu tedna bom pregledal zapiske in bom do nekih sklepov prišel. In kaj je on bral v nedeljo? Ponedeljek viski z ledom, v torek činar z ledom, v sredo kampari z ledom, četrtek vodka z ledom in tako naprej. Aha, je rekel, led. Led, vsak dan samo led, torej voda povzroča mačka. Bom nehal piti vodo in bom zdrav. Metoda je perfektno pravilna. Po znanstveni metodologiji nič ne manjka. Najdeš najmanjši skupni imenovalec, se štima in potrditev hipoteze imaš. Torej, mislim, da noben ne bi šel v to smer, kot je šel zapiti filozof, da se pozdravi. Torej, vidimo, da na kratko so bile tri take prispodobe, ki krožijo v teh sferah, da se neke stvari pojasnijo. To je recimo tak primer. Druga stvar je recimo, če gledamo sam razvoj znanosti, ne? Kako se je ona začela. Zavest, ki je ustvarila problem, ni sposobna tega problema rešiti. Ne? To ne bo skozi moto nas. Torej, Descartes je rekel, dvom je metodično načelo. Vedno moramo podvomiti. No? In zdaj, ko se je znanost začela, nekako, posebej ste v srednjem veku, nekako smo imeli te prve zametke v renesansi, pol kasneje z razsvetljenstvom, sta se pojavila dve frakciji mož. Možje v belem in možje v črnem. Kajti Descartes, ki je potegnil meč tega dualizma, ne, in je presegel človeka na pol. Na telo in na duha. Telo so prevzeli možje v belem, duha možje v črnem. Možje v belem so se imenovali zdravniki, so skrbeli za telo, možje v črnem so bili duhovniki, so skrbeli za dušo in so rožljali s ključi od nebeškega kraljestva za tiste, ki so bili pridni. Kdor pa ni bil priden, pa je pa čakalo pečenje v večnem peklu. Torej vidimo, da imamo dva skrbnika za telo in za dušo, ki sta oba govorila latinsko. Da bila čim manj razumljiva preprostemu ljudstvu, torej treba se bo odmakniti, treba se malo prevzdigniti proti bogovom. V črnem je žitak edini bi rekel, sposobnost ali pa mandat, da se pogovarjati kar z Bogom gor, on je mu dobesedno povezave s Petrom pa z nebeškimi vrati, ta je pa bolj krmaru okrog groba ali pa ne v grob jeti. Na koncu vidimo, da imamo tudi še eno štorijo,
Dajmo to ilustrirati, spet novo zgodbico. Umrl je znameniti bogati mož, ne, in gre sprevod čez hribe in doline, ker Britov je precej daleč, ne, in ta detec se zbudi v drugi not, ne, začne razbijati, ne, ko so nori, kje pa so zdaj, ne, in potem drugo odprejo, jasno, tam je šel duhovnik, je bil ta prvi, ne, pa še njegov zdravnik oseben v tem sprevodu zraven in ta možakar je začel tuliti, dajte me, a se zmešam, kaj pa šte, me boste zdaj res pokopali, kaj vam je, ne? Je rekel duhovnik, je bil prvi, ne, pardon, ali pa zdravnik je rekel, jaz sem podpisal mrliški list, ti si uradno mrtev, ko se pa greš? Duhovnik je pa rekel, jaz sem te dal v svet ole in sem te dal popotnico do nebeških vrat, tišina. In so ga zabili in pokopali, kot se spodobi. Ne? Torej vidimo, če mož v belem, pa mož v črnem sta povedala svojo resnico, ki je zapečatila usodo tega nesrečnika, ki se je slučajno v drugi zbudil. To je zdaj prispodoba še nadaljevanja teh štorij, ki jih imamo. Zdaj, jasen sam razvoj znanosti je zelo pomembno, mi moramo jesti skozi to, ne, da bomo videli, kje smo danes. Možje v belem, možje v črnem so normalno peljali svojo zgodbo naprej, ne. Ampak, če gledamo zdaj srednjeveško državo, bomo takole videli, v prvi ligi moči je bila feudalna država, pa cerkev, ne. V drugi ligi moči je bil kapital, ki je bil še na nivoju nekih delavnic ali pa cehov in jasno znanost, ki jo sploh še ni bilo praktično. To so bili neki prvi prebliski, nekaj, kar ne bi znanost bila. Tale zadeva je laufala do francoske revolucije. Ne? V francoski revoluciji se pa nekaj zelo pomembnega zgodi. Cerkev treši v drugo ligo moči, gor se dvigne znanost, pa država, kapital je pa še vedno tlele nekje. Torej imamo zdaj povezavo države in znanosti. Ta sprega po francoski revoluciji, ne, je nastala sekularna družba, je cerkev ni bila več državna vera, ampak je šla na svobodno izbiro posameznika, ampak znanost pa država sta se pa spajdašli. Država je dala znanosti mandat, da vodi šolstvo, ne, poučevanje, opismenjevanje ljudi, osnovne šole, srednje šole, fakultete in tako naprej. Znanost je pa s svojim znanjem dala državi kaj? Moč. In se rodila znanost zaradi moči, scientia propter potentiam, ne, kot pravijo Latinci, z enim poudarkom, extra scientia nulla salus, izven znanosti ni znanja. Samo mi imamo znanje, mi smo posvečeni, da znanje širimo. Torej vidimo, da imamo tle to sprego države in znanosti, ki je super uživala medsebojno, bi rekel, simbiozo do tega vrha, ki je bilo nedvomno po koncu druge svetovne vojne, ko je ameriška država zaprla okrog 120 fizikov v Los Alamos z edino nalogo, da naredijo atomsko bombo. Mi so ne umeli denarja, naredite bombo in naredili so dve. Poznamo finale, Hirošima, Nagasaki, to je bil spomenik. Atomska bomba je bil spomenik sodelovanja države in znanosti. Ne etične, normalno, ne. Kajti iz tega smo se nekaj naučili, ne. Ta znanost zaradi moči nosi tisto sporočilo, da smo se ranili še z vsakim orodjem, ki smo ga skovali, ne. Torej vsaka iznajdba, vsak izum je bil najprej orožje, šele potem orodje. Najprej smo naredili atomsko bombo, šele kasneje atomski reaktor za elektriko proizvajati. Najprej smo naredili reakcijskega lovca, Messerschmitta, ki so Nemci naredili, šele kasneje smo imeli potniški avion, da smo se vozili po svetu na reaktivni pogon, ne. In tako naprej, in tako naprej. Vidimo, da je najprej bila zloraba in šele potem, ko smo se ranili, smo vsi skrušeno ugotovili, da pravzaprav smo ga polomili, da je boljše uporabiti znanstvene dognanja za miroljubne koristi ljudstva. Potem se pa nekaj zgodi. Potem pa tale kapital, ki je bil na nivoju nacionalnih držav, preraste v multinacionalne korporacije.
in rukne državo dol. Imamo kapital plus znanost, država je drugi ligi moči, pa spodaj še cerkev, ki tako obtičala tleka je. A vidite zdaj, kaj je najbolj nevarna sprega sodobnega sveta, je povezava multinacionalnega kapitala, ki si je kupil svojo znanost. Ampak ta sprega je razbila znanost na 3 dele. Bodite pozorni, s tem se boste srečavali v vsakdanjem življenju in se srečujemo vsi. Tisto, kar mi smatramo, da je še ta prava znanost, je ta akademska, ki se poučuje na univerzah. Ne? Vemo, da je ta podhranjena, da je primanjkuje denarja in tako naprej, da komaj da životari. Korporativna znanost je tista, kjer so korporacije kupile najbolj sposobne mlade študente in študentke, že v srednjih šolah jih financirajo in potem na fakultetah, jih utovorijo v svoje privat laboratorije, kjer imajo nalogo čim prej nekaj odkriti, da mi patentiramo, komercializiramo po načelu profit nam, posledice ljudstvu. Smo doživeli te stvari zdaj na veliko. Kako se je na račun tega služile ogromne denarje, da se je ustvarjala nesreča in da se je iz nesreča služi. Torej, to je teorija, doktrina šoka, kot je Naomi Klein lepo obdelala. Torej, vidimo, da so multinacionalne korporacije si kupile znanost, potem imamo pa še en del znanosti, ki ga tudi poznamo, ne? In se mu reče ekspertokracija. Glejte, če en koruptivni politik hoče nekaj speljati, ne? Neki politični projekt, in da bi prepričal ljudstvo, potem rabi ene 4 ali pa 6 ali pa 10 ali pa 2 podpisa nekih doktorjev znanosti, ki s svojimi podpisi garantirajo, da je ta odločitev znanstveno brezhibna. Tem prodanim dušam, to za en honorar, jasno se to podpiše vedno, ne, se reče ekspertokracija. Saj mi smo imeli čudovito ekspertokracijo v te znameniti komisiji pri COVID-u, ko so odločali, kdaj bomo zaprti, kdaj bomo imeli policijsko uro, kdaj bomo hol hodili, kdaj bomo in tako naprej. To so bili ekspertokrati, to ni imeli veze znanosti, ni imeli. Kajti jaz sem nekoč z nekim od teh modelov govoril in mi je takole rekel, ne, Slovenija je tako mehna, za 50 000 evrov ne podpiše nič, za 500 000 pa karkoli. No, to je ta podoba visoko etičnega znanstvenika, ki prodaja svojo dušo hudiču. Jaz temu pravim faustovska pogodba s hudičem. Ti ljudje pozabljajo, da hudič pride po dušo pol na koncu. In jo tudi donese. Torej vidimo, da ko smo mi imeli probleme z določenimi strupi, ki so, zdaj imamo akcijo v Sloveniji, da se prepove glifosat, ne, da se ga spet podaljša za 1 leto. To je popolni strup, metabolični, to kot ilustracijo povem, to je registriran kot antibiotik prvotno. Torej vsako škropljenje s tem strupom po zemlji pomeni totalno uničenje vse flore in faune, torej je prst mrtva. Poleg tega je kancerogena snov za človeka, poleg tega je metabolični strup, ki blokira šikimatni niz v sintezi rastlin, torej se ne sintetizirajo aromatske aminokisline in določeni alkaloidi, ki so zdravilni, in ogromno aktivnih snovi se sploh ne sintetizira, torej strup, ki ga v Sloveniji polijemo 12 ton letno. In jaz sem tem gospodom rekel, a lahko mir spite, kako zastrupljate otroke? S tem, da jaz sem tudi povzroča kancerogene zone, pa mi grede, ko smo jih pri tem, Slovenija je prva po incidenci raka v Evropi. A je bila kakšna izredna seja državnega zbora, ki bi mogla biti takoj? To so uradni podatki EU-ja, veste. Statistika evropska govori, da smo mi najbolj obremenjeni z rakovimi obolenji v Evropi. Dajmo se kdaj vprašati, zakaj. S kje izvira ta zlo? Kdo zagovarja to zlo? Zakaj ni ukrepov? Mi smo zdaj, ta četrtek imam sestanek na Čebelarski zvezi, kjer bomo probali doseči, da se strup prepove, kajti tudi čebele masovno umirajo zaradi tega, ker je to metabolični strup in tako naprej. Skratka, vidimo, da se ukvarjamo s stvarmi, ki so popolnoma nepomembne, so polni mediji teh laži in sranja in teroriziranja, namesto da bi bistvene stvari začeli reševati. Vse, ko sem premaknili na klimo, boste videli, kaj je zadnji, ne? Bom samo en glavni moto povedal, če bi tako izdele, to so leta raziskave
so pro et kontra in danes je moj cilj samo eden, da odprem možnost, da se sploh začnemo o tem pogovarjati. Ne, da je cenzura. Ker družba se mora odprti, mi se moramo o teh stvarih pogovarjati, ne? In kajti obstajajo tudi druge raziskave po svetu, na tisoče raziskav, ki niso predmet cenzure, ne? In bom samo povzetek na takole rekel, če tako jutri nehamo vse fosilna goriva kuriti pa uporabljati, ne bomo nič naredili pri klimi, kajti deformacije klime so normalne cikli in v največjem vplivu je to, ker smo uničili z našo tehnologijo homeostazo planeta Zemlje. Torej, ekosistemi niso več sposobni regulirati tega strane, kar ga mi delamo. In tukaj CO2 nima čist nobene veze s tem, kar se dogaja. Kajti CO2 je tako politični projekt, kot je bil COVID. Nastal je v času Margaret Thatcher, Maggie Thatcher, velike predsednice Anglije, ki je skupaj z Reaganom uvedla neoliberalni sistem in uničila ono zdravo ekonomijo, ki je bila takrat v Evropi še do takrat. Ne? Što se bi potem, da je bila tam v igri vojna proti rudarjem. Ne, če to veste, kaj se je dogajalo, torej jedrski lobby v Angliji ima ogromne denarje in je želel, da se rudniki premoga zaprejo, da se termoelektrarne zaprejo in da se energetika prešalta na jedrske elektrarne. To je projekt. Da pa ti lahko zapreš rudnike, se moraš pa znebiti rudarjev. Rudarji smo imeli pa zelo močne sindikate. In ta boj z rudarji traja več kot leto dni. No, in medtem je jedrski lobby financiral to kampanjo zapiranja rudnikov, ne? In jasno, znotraj tega je bila naloga, da najdejo en uržah in ta uržah je bil kurjenje premoga, je CO2, je ogrevanje planeta. Tako se je rodila planetarna klimatska kriza. Čist politični projekt. Dokumenti je obstojeno, dokumenti so razkriti, zadeva se je začela takrat, ko je Maggie živela in je potem zadeva prišla v te vode, kjer smo danes. Torej, če zdaj gledamo, se zdaj preselimo na naravo, moramo nekaj vedeti. Narava vedno deluje takole, gledajte. Vsi parametri, ki v naravi nihajo, pa naj si bo to naše telo, ali naj si bo to ekosistem, pa naj si bo to živa ali neživa snov, ker tukaj ni nobene razlike, sistemska teorija ne priznava nobenih razlik med živo in neživo snovjo. Vsi parametri nihajo in pri tem nihanju velja načelo homeostaze. Kdor je to malo poznalo, ampak ve, recimo homeostaza so medsebojne povratne zveze, a so negativne ali pozitivne, ki držijo ta nihanja v enem pasu. Ne? Če homeostatski mehanizmi se zrušijo, potem nihanje začne eskalirati in se raztrešči to dinamično ravnovesje, pade in dobimo kaotično gibanje. In glejte, če je to v naravi, ta dušenje tega, da ne pride do ekscesov, v planetu Zemlja delajo v glavnem rastline. Rastline so temelj sistema, planetarnega sistema, kjer se neživi, tako imenovani neživi svet in živi svet zregulira v neka nihanja, ki bomo pa spoznali. Kajti šli bomo iz geološke zgodovine, kajti geološka zgodovina je tista, kar nam odpre oči. Ne tisto, kar zdaj 10 let, 15 let, 20 let merijo, to je brezvezno. Ker vi pri meritvah lahko uporabite karkoli, ne? Nekaj parametre ne upoštevate, termometre premaknete, vsi pa to, ko imate vi računalniške modele, v računalniškem modelu ti kar ustavaš ven, če nekaj ne ustavaš, pa boš dobil rezultata ven. In lahko poljudno friziraš output pa input s tem, da narava nikoli ne deluje digitalno, narava deluje analogno. Zato so vsa bluzenja, ki zdaj te dobesedno idioti trosijo okrog po svetu, te, ki so zdaj v Davosu, da bomo mi priključeni na kompjuterje, naši možgani, le da je nemogoče, kajti digitalni sistem ne more biti povezan z analognim, možgani delujejo čisto na drugi način, kot so kompjuterji, tukaj povezava je nemogoča. Vidimo, da gre za neko veliko prevaro, ki ima zadnje neke druge dimenzije, kar lahko tem kasneje
kdaj drugič se pogovarjamo. Torej vidimo, da so ta nihanja bistvena, ne? In v naravi imamo še eno pravilo, torej poleg teh sinusoid, je podobnost preko meril. Če bi zdaj mi povečali recimo tale del, ki je padajoč, pa bi povečali, bi spet dobili sinusoide te znotraj. Pa če bi mehen delček te sinusoide spet povečali, bi spet dobili sinusoido. To je pomembno vedeti zato, ker tako delujejo vsi organski sistemi v našem telesu, vsi organi in karkoli imamo. In tudi pri klimi imamo to podobnost preko meril. Torej, če je to en dolgoročen cikl, s bomo pol videli, da so te dolgi cikli ledenih dob, pa interglacialov, ne, potem imamo vmes 1000-letni krajši cikl in 400-letni cikl, ki vpliva na našo civilizacijo, na vzpon in zaton kultur. Bomo šli pol skozi čas, pa bomo točno videli, kako je ta 400-letna perioda, kako so vzponi in padci v naši zgodovini. Torej vidimo, da ta podobnost preko meril se pojavlja recimo tudi v razvoju živega sveta. Imate bakterijo, recimo, bakterije živijo na tem planetu že skoraj 4 milijarde let, majčkeno manj, 3,8 milijarde let. In v njihovem drobcenem telescu so vse funkcije, kot jih imamo mi, ko smo mnogocelična bitja, ko imamo nekako 500 milijard celic. Torej, vsaka bakterija ima vse funkcije, ima kompletno fiziologijo, ima kompletno presnovo, ima kompletno dihanje, ima razmnoževanje, ima genetsko zasnovo, ima deljenje, vse te funkcije, ki so pa nas na organski ravni, ima bakterija noter v tem svojem drobnem telescu zakodirane in se reproducirajo nenehno. Zdaj jasno, ker tega prostora evolucijsko v tej mali bakteriji zmanjkalo, so se bakterije združile in za simbiozo naredile prve celice. Torej, če gledamo zdaj v celice, imamo spet bakterijska telesca noter, kot so mitohondri, kot so plastidi, kot so centrioli in tako naprej, Golgijevo telesce. Vsi te organele so v bistvu bakterije, ki so se združile in so se v simbiozi formirale prvo celico. Ko je bila celica napolnjena, evo ti skok evolucijski na mnogocelična bitja do nas. Ne? Torej vidimo, da je narava vedno podobnost preko meril dela, torej vedno se ponavljajo stvari, ki so izjemno uspešne, ne, evolucijsko. Tudi vidimo, da je recimo fotosinteza, da imamo temeljni pigment fotosinteze, recimo klorofil, ne? In ko je narava evolucijsko dizajnirala dihanje, je samo zamenjala želez z magnezijem, pa imamo hemoglobin in deluje kot dihalni pigment. Torej vidimo, da spet je ista rešitev, ki se ponavlja na drugi način. Ok, zdaj, če gremo gledati geološko zgodovino. Jaz sem prej rekel, da so, če gledamo ali na vzponu ali na padcu, ne, da spet dobimo, če to povečamo, spet dobimo podobnost preko meril. Zdaj gremo pa na CO2. Grozovit, uničujoč, fantomski, pošastni plin, brez dvoma barvino vse trala, ki nas bo ubil veliki genialec Biden, je rekel, čez 12 let smo vsi mrtvi. Jaz takem dementnem tipu, mislim, bolj le tih, ne, ampak ok, ne še govori, dokaj lahko, še govoriti pozabil ga bo odnesel nekam drugam. Torej vidimo, da še 12 let, tako da veste, če ne bomo CO2 uničili, bomo šli s tistem sotrugo, pa sem tam zadnji ne bo duhovnika, pa doktorja, ne, ok. Gremo zdaj mi v ta ciklus, torej, lejte, kot zanimivost. Geološka zgodovina nam bo odprla oči na stežaj. Kaj se je dogajalo v zgodovini Zemlje? V času nastanka prvih bakterij, tam 3,8 milijarde let, je bilo v zraku, v atmosferi takratni, med 70 in 80% CO2, ja. Ne? In to je trajalo kar nekaj cajta, ker to pač je bilo. In ta CO2, na koncu je planet pred 700 milijoni let šlo do neke staze in je cela Zemlja bila v oklepu, ledenem oklepu. Snowball Earth, po latinsko. Zemlja kot ledena krogla. 700 milijonov let nazaj je to bilo, ko to vedno traja pa 10 milijonov let,
In so sceno vulkani rešili, ko se je za pritiska ledenih plošč, so vulkani izbruhnili, vedno so vulkani reševali. Kajti Zemlja ima tendenco, da zmrzne, pa se je lih obratno. Ta planet rešuje življenje, da ne pomrzne. In takrat so vulkani rešili, ko je pošla skorja, vulkani so izbruhnili in rodil se je nov svet iz tistih prvih bakterij, ki so najdli ostanke teh živih bitij v Avstraliji, to je tako imenovana fauna Ediacara. To so čisto neka nora posebna bitja kot z drugega planeta, ki so živela nekih 70 milijonov let, pa se to so ogromni časovni eoni. Potem je pa do nove zmrzali, torej nekako pred 550 milijonov let imamo drugo poledenitev, spet je snežna kepa, rata Zemlja in spet vulkani rešijo zadevo, življenje pa komaj da preživi. Ta svet Ediakare, teh bitij nenavadnih, je popolnoma izumrl. Preživele so samo bakterije. Ne? No, na srečo so najdli fosilne ostanke, tako da so videli, kako je ta svet takrat izgledal. Torej, pri 70% CO2 je v atmosferi, ki je bil globalno ogrevanje. Mi mogli biti v fazi Venere, ne? Smo pa zmrznili. Torej, planet je bil pomrznen, pa 70% CO2, to je malo čudna zgodba, glede toplogrednega plina, ki ubija nas in ta svet. No, zdaj bomo šli pa skozi zgodovino, geološko, da boste videli, kako je ta CO2 v tej sinusovidi, kako skozi pada. To, da od časa, ko so našli mehurčke zraka v sedimentih, ne, te mehurčke zraka, ko so ujeti v sediment, lahko analizirajo v moderni laboratoriji, tako da lahko zelo natančno ugotovijo, koliko je bilo CO2 v kakšni od teh atmosfer. Zdaj se bom povsedel, ker bom prebral nekaj podatkov. Ne grem not. Kar nasilno. A tako? Ok, hvala. No, zdaj smo prišli pa do tegale. Malo. Ok. Tehnično opreme gor. Recimo, to zemljo kot ledeno kroglo smo obdelali, smo videli, da so to vulkani rešili in tako naprej. Zdaj pa naprej, kaj se je dogajalo, ko je živi svet se obnovil, pa gremo takole. S poudarkom, da je CO2 skozi pada do današnjih dni, ko je najnižji v geološki zgodovini. Torej, nam skozi grozi zmrzniti in življenje rešuje to zmrzalo. Zdaj bomo videli pa podatke. Torej, v Devonu pred 495 milijoni let 15-krat več CO2 kot danes. Potegemo geološko naprej. Takrat rastline niso imele listov, ker je bilo dovolj CO2, da so ga absorbirale skozi stebla. Ko je CO2 padel na 10-kratno koncentracijo, rastline poženejo liste in montirajo listne reže, ki lovijo CO2, da poteka fotosinteza. Torej vidimo, da življenje rešuje sceno, kot je bila. V karbonu imamo ogromne gozdove, praprotnic, preslic in tega naprej, iz tega izgleda pač črni premog, ki ga imamo. No in je takrat je bilo 10-krat več. Ko CO2 nadaljne začne padati, se listi povečujejo. Bolj kot CO2, večji so listi, da je več listnih rež, da lahko več CO2 rastline zajamejo. In tle kot zanimivost, ni vir CO2 zrak, kot naši paničarji, torej klimatski paničarji trobijo, ampak so listne reže vse na spodnji strani listov, torej vir CO2 so tla, ne zrak. V tleh je največ CO2, zato je fatalno, katastrofalno so posledice industrijskega kmetijstva, ki uničuje živostal, se prej imenuje glifosat, ki ubija vsa živa bitja. In potem imamo, jasno, emisije vsega tega zemlje gor. Tle je še ena štorija, glede kako življenje regulira te atmosferske pline. Recimo v karbonu, ko sem prej rekel, da je bilo 10 več CO2 kot danes, je kisik narastel na 35% v atmosfere, danes ga imamo 22-23
In toliko veliko kisika je pomenilo, da so lahko žuželke bile večje. Takrat imate orjaške ščurke, orjaške kubilice, orjaške stonoge, vse to, kar je te favne, so giga, mega velikosti napram današnjim ostankom tega. No in potem se je pa zgodi, da v Permu, ko pride do katastrofe, največjega izumiranja v geološki zgodovini, kisik pade na 15% in pride do asfiksije oziroma pomanjkanja kisika in jasno do masovnega izumiranja. Potem se pa dogaja nekaj zanimivega, recimo, kako spet vulkani delujejo na atmosfero. Torej, ob koncu Triasa imamo dinozaure, tam 1,10 m, 1,20 m velike, to so mehni stvori, dirkajo gor pa dol, ne. Cel kontinent je bila orjaška Pangea, en velik prekontinent. Izbruhnejo vulkani, Pangea razpade na mnoštvo kontinentov, kaj se zgodi, voda para, toplogredni učinek vodne pare, ne CO2, ker CO2 je posledica tega. Dinozauri imajo kar nekaj ogromno hrane, evo ti kolose orjaške, 20, 25, 100 ton, 150 ton težke pošasti, živijo juri kolovrati po planetu in dinozauri vladajo temu planetu 150 milijonov let, pa ste številke. Dolgo jih ni pokončal meteorit ob koncu krede, ne? Ampak še ni konc. Torej, orjaške živali so bile posledica ogromnega prirasta biomase vegetacije, ne? Obilje hrane, topla klima, imamo gigantizem živali, potem je jasno spet CO2, ki niha skozi gor pa dol, ampak trend je dol, ne? Torej, nazadnje smo ga zmerili 10-krat več, ne, v karbonu. Potem se pa zgodi še eno otoplitev v eocenu, prek 40 milijoni let, spet vulkani otoplijo z vodno paro kontinent in imamo mega, tokrat sesalce. Ostanki teh orjaških sesalcev so današnji nilski konji ali pa sloni, ali pa to je ta ostanek te megafavne, ki ni izumrla, večina drugih so pa izumrli. Torej vidimo, da zadeva se dramatično lahko ponavlja, ne? Torej, vsa ta nihanja se dogaja, vedno so vulkani tisti, ki dvignejo temperaturo, za dvigom temperature sledi CO2, ki izpareva iz oceanov, kajti oceani so največje skladišče CO2. Tako. Potem pride pa še ene zelo zanimive permutacije. Torej, nekako v času miocena, to je nekako 6 milijonov let nazaj, ne, je spet en velik padec CO2-ja, ki je njihov gor pa dol, kot vedno, ne, in se dogaja neka mutacija, torej trave se začnejo širiti na račun gozdov. Trave so evolucijsko razvile nov tip fotosinteze, to pomeni C4, in so se začele silovito razmnoževati, zaradi pomanjkanja CO2-ja so se krčili gozdovi. Imamo potem ta niz, ki je danes zelo pomembno, da veste, imamo niz gozd, travne površine, pa puščava. Če je CO2 je več gozdov, če je CO2 manj, je več trave, dokler ni na koncu, če ga čist malo, imamo samo še puščave. Torej vidimo, da vegetacija emitira in obenem se prilagaja na situacijo, kot je. Zdaj se bomo preselili, pa majčkeno že bližji, ne bodo več milijoni let toliko, ampak je nastanek ledenih dob, to je nov pojav bil v zgodovini Zemlje, pred nekako 3,6 milijona let se rodita pecelj med Severno in Južno Ameriko. Prej je bil vmes pretok oceanske vode iz Pacifika v Atlantik, ne? Ko se pa ta pecelj zapre, sta pa oba oceana ločena. Imamo posebno cirkulacijo v Atlantiku in posebno cirkulacijo v Pacifiku. Tle se rodi zalivski tok, ki ta anomalija zalivskega toka, ki je lahko niha gor pa dol, povzroči zelo hitro nastanek ledenih dob v severnem delu Evrazije, torej v evropskem delu in tudi v delu Severne Amerike. Torej vidimo, da ledene dobe so nastale šele, ta cikel teh ledenih dob je nastal šele po letu, po 3,6-3,5 milijona nekak let nazaj, ko se je zaprl ta pretok voda. Zdaj bi lahko dal naprej, zdaj bomo šli pa na tole štorijo. Nekaj od teh dogodkov je pojasnil Milankovič, znameniti
Ja, je pojasnil Milankovič, znameniti Srb, ki se je s tem ukvarjal. Torej, on je pač tri parametre izračunal, torej ekscentričnost tirnice Zemlje, ko okrog Sonca potuje, potem jasno nagib zemeljske osi in vrtavka, ko se vrti, niha ta precesija vrtavke, no in je te cikle določil in je izračunal, da je povprečen cikel ledenih dob je 100 000 let, vmes je pa nekje 10 do 15 000 let interglaciala, torej med ledene dobe. Torej od 3,6 milijona let nazaj do zdaj smo imeli nekako 34 ledenih dob, paste. V dosti pravilnem ciklu, na 100 000 let, se so gor dol odstopanja, ampak nekako tak cikl se drži tega. Gremo naprej. Evo, to so ti cikli, to je v bistvu, to se verite kisikovega izotopa, vidimo, kako so praviloma v teh periodah pojavljajo ohladitve, potoplitve. Spet imamo sinusoido. Gremo naprej. Evo, še en ta podatek na drug način, so nihanja v pozitivo, v negativo, torej tle se pomikamo proti sedanjem stanju, torej ker imamo tudi te glaciale pa interglaciale. Ok? To je druga stvar. Ja, počakaj malo zdaj. Torej, tle smo prišli nekako do ledenih dob in prišli smo že blizu pojava človeka. Zdaj pa bomo prišli, če imamo tle 100 000 letni cikl, glacialov pa 10-15 let interglacialov vmes, potem bomo zdaj prišli na ta krajši cikl, ki je znotraj teh nihanj, kot smo rekli, če smo podobno sprekomerili, imamo pa 400-letni zgodovinski cikl, ki je pa dosti zanimivo natančen. Zdaj, če gremo te podatke skozi na brzino, bomo videli takole. Recimo, če gledamo, je še nekaj naprej. Še eno. Zdaj pa še dolje zgodovinske. Še malo naprej. To. No, če zdaj gledamo ta zgodovinski del, potem bomo šli pa takole, lejte, približno 400 let je ta cikl otoplitve, potem imamo pa spet cikl ohladitve, približno 400 let. Vzpon Rima, torej vedno so civilizacije imele vzpon, ko je bila otoplitev. Rim, torej ta antični Rim, Rimljani, po domače povedano, so imeli ta razpon 400 let, torej od 100 pred našim štetjem pa do 300 našega štetja je bil ta toplotni, dosti močen toplotni maksimum. In v tem obdobju je rimski imperij zrastel, postal je močan, je ekspandiral, je koloniziral praktično ves takratni svet. Potem se pa nekaj zgodi, potem pride pa nov cikel ohlajanja. In ta ohlajanje je bilo dosti hitro. Zgodovinski viri govorijo, da točno konec decembra leta 406 je zaradi strahovite lakote na severu Evrope Ren prečkalo okrog 100 000 Germanov. Zatlakote. Torej, ženske, otroci, moški, starci, vse vojska, vse, kar so imeli, so udarili na jug, ker je bila gor strahotna lakota zaradi ohladitve. Gre za živi dokaz, kaj ohladitev pomeni pri prehranski varnosti nekih narodov. Torej, cela severna Evropa je dejansko zaradi mraza umirala. In ta udor na jug ni bil zato, da bo plenil pa uničil Rim, ampak enostavno zato, da so preživeli. Torej, ta zmrzal je trajala od leta 400 do nekako do leta 800, ko imamo začne nov ciklus otoplitve. Vmes, od leta 400 do leta 800 imamo dobo, kako pravijo, Dark Ages, doba brez zgodovine. To se ne dogaja. Izjemno hladno je in v tem obdobju se dogajajo take ohladitve, da zmrzne, ne samo Ren je zmrznil leta 400, da zmrzne Evfrat v Iraku, da zmrzne Tigris, da zmrzne Nil, da zmrzne en del Sredozemskega morja, ta del proti Bližnjemu vzhodu. Torej vidimo, da je bilo orah mraz, ko se temu reče po ljudsko. Torej 400 let, dokaj tam je okrog leta 800 naprej do novega sunka otoplitve in imamo nov razcvet
ki traja nekje do leta 1200, to je pa tudi ta razcvet, ki pravimo razcvet gotike. Ne. Evropa ima dve letini praktično, ne. Izjemno bogatstvo se nakopiči v feudalnih državah, gradnja katedral kot veličastnih spomenikov tistega časa, še danes jih ne znamo narediti, takrat so jih naredili brez posebne tehnike. Ne. Torej, mi vidimo, kakšna ekspanzija je bila enega bogatstva na nivoju takratnega sveta. Tle pa najbolj zanimivo, da to preverimo pri vikingih. Vikingi so čudovit primer, ker je zelo ilustrativen. Ne. Torej, nekako so bili te rodovi vikingov torej švedski vikingi, ne, iz tega področja Švedske, so kolonizirali v smeri Rusije, ne, sedanje Rusije, torej so prišli do Kijeva in še del dol. Danski vikingi so bili bolj krvoločni, so plenili so osvojili Anglijo v bistvu, ne. Je Anglija padla pod njihovo oblast in šli okrog Španije in prišli vse do Jadranskega morja. Tudi tle so bili danski vikingi, plenilci veliki. Posebno zanimivi so pa Norvežani, norveška plemena vikinška, ki so bila zelo morsko usmerjena in so plula tam okrog Norveške pa dol, ne, ampak niso mogli iti na odprto more, ker je bilo vse zmrznjeno. Ko pride pa do otoplitve, oni že pridejo do prvega velikega otoka, ki je še v ledu in mu pravijo Island. To otoplitve se nadaljujejo. Oni plujejo lahko še tle, kajti more se taja, po domač povedano. No in pridejo do enega orjaškega otoka, ki je pa zelen, mu pravijo Grenlandija. In ga kolonizirajo. Tam gore je živelo okrog 3000 ljudi, imeli so naselja, pripeljali so si ovce, krave, pse, mačke, vse kar je, zajce, kure, karkoli so nabili. In ta kolonija je uspevala praktično do ohladitve. Kajti danski kralj jim je obljubil, če se prekrstil v kristjane, ker so bili pogani, da bo vsako leto poslal eno ladjo najbolj nujnih potrebščin, predvsem železa, ker so ga rabili za kovanje orodja in orožja. No, pa je ta kralj to pozabil na njih malo, ne. Oni so se nekaj časa še vzdrževali in potem jasno je prišlo do ohladitve. Posekla so vsa drevesa za kurjavo, orodja niso več imeli, ker so se izrabili železni predmeti. Naredili so fatalno napako, ker so prekinili vse stike z Eskimi in to zato že v štartu, ko so se tam pojavili, ker so pač dobili neko informacijo, da imajo Eskimi prav plavo kri in so hodili probati, če imajo res plavo, pa so ene dva zabodli, pa niso imeli plave krvi, ampak rdečo in potem to je bil zadosten razlog, da so se Eskimi odmaknili in jih pustili tam njihovi usodi. Torej, če bi znali sodelovati, bi jih verjetno Eskimi z nasveti rešili, da čim je pa cela kolonija propadla v grozljivih okoliščinah, niso mogli več izpluti, more je zamrzlo, niso imeli ladij, ker so jih uničili. Še ladje so skurili lesene, ker ni bilo menega lesa več nikjer. In na koncu, ko so Angleži nekje tam leta okrog 1500 pa še nekaj slučajno odkrili še enkrat Greenland, ne, so naredili ogromno kosti in goveda in psov in mačkov in so vse to pojedli. In na trgu edinega velikega mesta gor je bilo eno samo kost moško, torej človek je zadnji umrl, se ni mogel pač pokopati. Ne. To je taka tragična zgodba. Zadnji nepokopan prebivalec Grenlandije je končal sam. Ne. Zdaj, med tem časom, ko je ta ohladitev bila od leta 1200, zdaj moramo pa nekaj bistvenega vedeti. Od 800 do 1200, nekako 400 let, od 1200 imamo potem to srednjeveško toplo hladno obdobje spet, ne. Znamenite slike, ko Holandci drsajo po zmrznjenih kanalih, ker tega nikoli ni bilo prej in tako naprej. No in je jasno, vmes je prišlo še do teh dogodkov z velikimi izbruhi vulkanov. Zdaj pa par datumov povedal, da boste videli občutek, kako vulkanske erupcije fenomenalno vplivajo na spremembo klime. Torej,
Ti klimatski begunci, ki je Rim pomrznil pa zaradi mraza na severu, ne, to smo že pojasnili, da so to klimatski begunci zaradi lakote na severu. Ko se je to nadaljevalo od leta 406, pomlad leta 536, je bilo dobesedno zaradi sončnega minimuma je sonce potemnelo, torej sploh dni ni bilo več. Ni bilo več dan, pa noč, ampak je vse en mrak. Torej, celo leto je bil svetloba, tako kot popolne sončne mrko, ampak to je trajalo nekaj let. Ne. Torej, vidimo, da kaj je ta vulkan naredil. To je takrat izbruhnil Ilopango v El Salvadorju, to je bil super vulkan, orjaški vulkan. Podatki so še danes normalno, ko zadeva miruje, kaldera široka 17 km, stene 400 metrov globoke, torej in jasno približno 270 kubičnih kilometrov materijala je bilo izbruhnega in tako naprej. Tole je izjemna erupcija, vse do stratosfere gor. No in da ta pepel je izbruhnil, ki je zatrl sončno svetlobo, ampak jasno je tudi bil izbruh vodne pare. Torej je pa ta vodna para, ko so vulkani izbruhali, začela segrevati, omogočila segrevanje planeta, ne, prišlo je do toplotnega učinka. In kaj se je zgodilo? Razširili so se orjaški gozdovi. Torej vidite, kako je to vse povezano med sabo. Torej vulkani, vodna para, CO2, gozdovi. Ki CO2 je več, tudi eksplodirajo gozdovi. Ste prej bili, če CO2 je manj, se gozdovi zožijo na račun travinja in potem do puščav pride. Ne? Zdaj, ti orjaški gozdovi so bili pa pojem nekih strahov, te gosti je vedno neko področje strahov. Danes spet iz gozda delajo strahove, se veste, kaj se širi, ne, gost je pokrajina groze, imamo borelije, imamo stekle lisice, imamo volkove, imamo medvede, imamo kače, torej ne je tu gost, ne raj doma sedite z računalnikom pa tipkite, ne, kajti gost je mesto pogube, ne, torej vidimo, da se to ponavlja, ampak takrat, ko nisem imel kam drugam zajeti, razen bi doma, so šli pa v cerkev, kajti duhovnost je zelo razvila v tistem času in tudi vemo, da takrat nisem razil, smo mi dobili krščanstvo, naši poganski predniki v tem prostoru, ne. Irski menihi so pokristjanjevali, Franki so dali pa ogenj in meč, da so pokorili neposlušne črtomere, ne. Torej vidimo, da so te vulkanski izbruhi se nadaljevali pa še naprej, ne. Recimo leta 800, ko sem že prej omenil, je bila ta solarna aktivnost na višku, se je začel tisti Dark Ages topiti. In potem jasno, pa sledi ohlajanje. 1257 imamo orjaški vulkan Somalas v Indoneziji, potem imamo še en super vulkan 1453, Kuvale na Vanuatuju in Laki v Islandu eksplodira. Torej imamo celo serijo mogočnih vulkanskih izbruhov. Tako da recimo vedno pa pol sledi temu klimatska nihanja, sledi tudi poplave, suše in tako naprej. Imamo čudne čase, ki so zelo nevarni, se imenuje poplave, suše in jasno, če se je takrat razvilo pokristjanjevanje poganov, imamo pa zdaj lovne čarovnice, spet so nekdo je kriv, za tako stanje, za te nesreče. Danes imamo druge čarovnice, danes imamo nevidni virus, imamo grozovitega Rusa, pa imamo še nevidni CO2. Vidimo, da včasih imamo čarovnice, zdaj imamo nevidne zlodeje, ki nas bodo uničili. Ker smo v tem trenutku še 12 let, pa smo vsi mrtvi. Jasno, da se pojavi tudi 30 leta vojna, ki je tudi opustoši, pa črna kuga, skratka, evropsko prebivalstvo je zdesetkano. Končna faza te male ledene dobe, ki je nihala gor pa dol, je bilo leta 1815. Takrat, posledično pa 1816 je bilo leto brez poletja. Zanimivo, takrat je tudi, tisti cajt je tudi Napoleon padel, tudi vpliva na vojaško konfiguracijo sveta.
to je nekako od leta 1850, imamo pa otoplitev do danes. Novih 400 let, ne? Nekako se nakazuje, s tem, da tista golfija, tista hokejsko palco, ko se spomnite, tisti film Nobelovega nagrajenca z ne vem kva, zakaj tisti dobil Nobelovo nagrado, meni je jasno, z debele laži. Tista hokejska palca je samo zato nastala, ker niso upoštevali niti srednjeveškega toplega obdobja, kada ga ni, niti tega, da se je v bistvu začelo že segrevanje v leta 1850 naprej, ker je bil konec tega malo ledene dobe podaljšane, in da je dejansko nenehni počasni dvig in da je ta CO2, da pa boste pozorni, ki je danes 410 ppm, to je part per milijon, ne? To je delcev, v trenutno v zemeljski zgodovini ga je najmanj praktično bilo 385, zdaj je mrčka narastel na 415, 410 in se bomo mi skuhali, mi bomo umrli, mi bomo v ekonom loncu končali, čez 20 je konec sveta, paste. S poudarkom na to, da je fotosinteza se maksimira, ko je CO2 vsaj 1200 ppm, torej mora biti vse 4krat večji, da imamo najbolj krasen zagon fotosinteze, da imajo rastline največji prirast, zato tudi tisti, ki imajo rastlinjake, ne, vbrizgavajo, spuščajo CO2 v rastlinjak, da dvignejo koncentracijo, da povečajo fotosintezo, prirast rastlin, da povečajo prirast biomase. Torej, mi bi rabili, če hočemo svet ozeleniti, 1200 ppm, ne pa zdaj tuljo, zdaj le pa 410 se bomo skuhali. Kajti nekaj morate vedeti, da ko pade CO2 pod 220 ppm, se ustavi fotosinteza. Pa ni več heca. Če se bo fotosinteza ustavi, že prej bo pa, če bi še nekdalje padal, gledajte, mi smo, ko sem prej omenil, mi odsem pa teh 8 milijonov let, ko so se trave tako razširile, ne, pa smo dobili pol savane v Afriki, pa smo dobili tole pampe v Južni Ameriki, pa smo dobili ne tajgo. Tajgo v Rusiji. Stepe so, v Evraziji so stepe, tajga je gost. Stepe so v Evraziji, to so travne površine, ok, hvala. Stepe pa prerije v Severni Ameriki, torej vsaka celina ima posebno ime za te orjaške travne površine. Ampak te orjaške travne površine so nastajale takrat, ki se je gost umaknil za pomanjkanje CO2. Ne? In zdaj trenutno, ki je CO2 mrčkan se popravil, ki je šel z 380 na 410, se je začel počas gost širiti. Torej, v glavnem po tej podsaharski Afriki, v tem delu, je vedno več gozda, hvala Bogu, torej puščava se je nehala širiti. In tudi jasno travne površine so se začele krčiti. Torej, je to najboljši način, da ozelenimo planet. Tako, če v rastlinjaku vbrizgavajo ali pa spuščajo CO2, da dvignejo fotosintezo. Jaz sem hotel samo povedati, to je nauk tega mojega nareka danes, ne? Torej, dogajajo se klimatske spremembe, seveda se dogajajo, planet se seveda rahlo segreva, ampak nič ne bo grozljivo, noben ne bo umrl. Ne? Smo v ciklu, da je temperatura se počas dviguje, ko se je že velikokrat dvigovala, pa padala gor pa dol, ne? Ampak to nima nobene veze s CO2-jem. CO2 pa nima nobene veze s fosilnimi gorivi. Kajti pošteni izračuni so pokazali, tudi če takoj nehamo kuriti vse pline, pa nafte, pa benzine, pa karkoli imamo, bomo še vedno imeli klimatske spremembe. Nič ne bo pomagalo. Ker to je politični projekt, pa sem že prej rekel, da je nastal pod žeslom Margaret Thatcher v Angliji. In tako, kot so COVID zlorabili, vemo, kaj se je dogajalo, ne? A je danes kdo odgovarja za to trpljenje toh ljudi, za zapiranje, maltretiranje, žalitev, prisilevanje, zdaj porast smrtnosti izjemen pri cepljenih ljudeh v celi Evropi in tako naprej. Skratka, vidimo, da je noben odgovarja. In zdaj se pripravlja nov ciklus histerizacije
zdaj bo klimatske spremembe, so že začeli diagnostiko postavljati, umrl zaradi klimatskih sprememb. Pa lepo vas prosim. 3-krat več ljudi umre zaradi mraza, kot zaradi vročine v svetovnem merilu. To so uradni podatki Organizacije Združenih narodov, 3-krat več jih umre zaradi mraza, ne? Zaradi podhladitve, kot zaradi segrevanja. Torej vidimo, da so vse te bajke, da se bo zdaj še par takih stvari povedal, kaj nam prinese to, kar imamo zdaj razširjeno v svetu. Mi smo nenehno v vojni. Ste povedali to? Mi smo v vojni proti bakterijam, pa vojni proti recimo, ne vem, tetanusu, pa vojni proti holesterolu, pa vojni proti CO2, pa imamo vojno proti parazitom, pa imamo vojno proti muham, pa proti komarjem, pa proti vsem imamo same vojne. In če imamo mi vojaško dikcijo, pa če nam vceplja vojaški način razmišljanja, moramo nekaj vedeti, da če ti hočeš nekoga prepričati, da smo res v vojni, moraš zelo natančno definirati sovražnika. Torej moraš vse ostale parametre negirati in samo fokusirati vse na enega sovražnika. Tistega je pa treba to je pa ta, njega se demonizira, ne? In ko vemo, kdo je, zdaj ga treba pa uničiti. Bom povedal primer, ki smo ga doživeli na en način v Domžalah, ne? Ampak to se skozi ponavlja v Sloveniji. Torej, imeli smo hudo sušo, vsi, ne? V tem delu sveta. Suša je nastala zaradi porušenih ekosistemov, o tem malo več kasneje povedal, ampak gledajte, kaj se je zgodilo. Suša je bila in nihče se ni ukvarjal s tem, kdo je reguliral reke, pa zakaj so reke regulirane v odtočne kanale, zakaj industrija izčrpava podtalno vodo, pri nas recimo nekaj 10 milijonov kubikov letno se izčrpa vode podtalnice, ker je industrija potem pretoči v reko, ki jo odvaja iz države ven. Upad podtalnice je bil za 15 metrov, ker je podtalnica tako padla, ni več kapilarnega dviga iz podtalja do površine, zemlje izgubijo stik s kapilarno vodo, kajti glavni vir vode za rast rastlin ni dež, ampak so tla. Če je podtalnica visoka, se rastline od spodaj zalivajo. Tudi če gor suša, lahko še vedno preživijo. Torej vidimo, da in potem imaš, vse to je negirano, torej nihče ne reče tisto, kar so meritve pokazale. Regulacije rek prinesejo dvig morske gladine. Seveda reka hitro odteka, ker je pritok rečne vode močnejši, kot je izparevanje morja, se more dvigne. Ne klimatske spremembe, CO2. Podtalnica pade, nobene meri, suša je, klimatske spremembe, CO2. Imamo demonski plin, neviden brezbarven vonen okusa, ki vse povzroča. Torej vse je zreducirano na en samega grešnega kozla. Narava pa čisto drugače deluje, narava ne deluje, se prej rekel, da tukaj ni mene metrike, ne se s številkami ukvarjati, pa meriti neke kubature, pa neke, vedno moramo nekaj gledati. Mi imamo na tem planetu, pa na naši družbi imamo ekonomijo neomejene rasti. To pomeni, da neomejeno rast pa poganjajo obresti. Dokler se mi ne bomo znebili te ekonomije, ki je ekonomija rakavega tkiva, kajti edini rak ima v konceptu neomejeno rast, v naravi tega ni, nobeno tkivo, nobeno bitje, nobena celica, noben virus, nobena bakterija, ni stvari, ki imela neomejeno rast. Mi smo postavili ekonomijo neomejene rasti in ta ekonomija neomejene rasti požira, uničuje ekosisteme. Ekosistemi smo pa, jaz sem prej naredil malo daljši sprehod skozi geološko zgodovino, da smo videli, kako rastlinje popravlja, pa vulkani, kako popravljajo, kakšna bilansa se spreminja, da lahko življenje na tem planetu preživi. Življenje ustvarja klimo in klima poustvarja življenje, gre za interakcijo. Torej, če mi to zreduciramo in abstrahiramo vse parametre
in vse preložimo na neke modele računalniške, ne, ki simulirajo neko naravo, lepo vas prosim, ga ni kompjuterja, pa ga ni programera, ki bi, oprosti Marko, ko si programer, ki bi lahko vse parametre, ki nihajo upoštevu, jih vnesel v računalnik, pa tudi to največji kompjuter na svetu, vedno bomo nekaj pozabili. Pa še nekaj je, če je zadeva tendenciozna, če znanost nima ugrajene samo kontrole, nekateri znanstveniki bi se mogli sami nadzirati, kot so se nekoč, če je nekdo klatil neumnosti, so v lov skočil vsega, kako pa ti sedeš. So mu dali kontradokaze na mizo in ste se šli, kdo pa prav. In to je bil napredek znanosti. Če imaš pa cenzuro, kot je danes, če imaš brezumje, ne, če nenehno smo v neki vojni, ne, nenehno imamo nekega sovražnika, ki ga je treba premagati, nenehno imamo mobilizacijo, ne, nenehno vsak tisti, ki se upa razmišljati svojo glavo, je obsojen, da je pristaš ravne zemlje, pa da je pristaš teorije zarote, pa da je neizobražen Balkanc, pa da je, skratka, da je nevaren družbi, ker je sebičnež, ker snigi svoje tumba, ker ne verjame v veliko, vsemogočno, edino resnično, edino posvečeno znanost, ki je skozi COVID histerijo, ker zdaj bo klimatska histerija, boste videli, smo ustvarili, kaj smo ustvarili? Terapevtsko državo, pa politično medicino. Torej, politična medicina je tista, kjer niso več zdravniki tisti, ki vodijo raziskave, ampak jim farmacija vsili resnico. Tle moramo biti zelo pozorni, da tisto, kar rabijo zdravniki, niso večje plače, ampak to, da stroka dobi nazaj svoj ugled, ki ga je imela, rabi družbeno podporo, da se osvobodi zatiralskega jarma farmacevtskega kapitala. Farmacevtski kapital je posilil medicino, to je posilstvo, to je incest. Torej, farmacija se je razvila na nedarih medicine in na koncu zdaj posiljuje medicino z največjim incestom te zgodovine in žrtve smo vsi mi, ki smo v tem sistemu. Torej, bistveno za rešitev planeta ni to, kar delajo te nori mladi, ki so zapeljani kot neki eko-fanatiki, eko-fundamentalisti in ki mahajo s to gret okrog Boga punčko, ki se jo zlorabili, tako se je tudi noso posilili, dobesedno, to dekle je zdaj polnoletno, nažalost, in jo spet vlače okrog. No in hočem povedati, da to greta so privlekli zato ven, ker ta stare niso mogli dovolj zastrašiti s klimatsko temo, ne, so pa deklice dali na medije, bo pa ona nagovorila mlade, bodo pa mladi imeli te petke za klimatsko urejanje, ne, in potem bodo pa ta stari prisilili, da bodo ta mlade prisluhnili. Čista perverzija, ne. Čista perverzija, kako je, to je zloraba otrok, ne, to besedno, no, in videli, kako se bo scenarij odvijal naprej. Skratka, gre za to, da še enkrat ponavljam, moja glavni motiv, da sem to temo sploh kjerkoli odprl, pa jo bom odprl še, je to, da odpremo razpravo in da vrnemo nazaj znanost na to, na kar je ona nastala. Nastala je kot v bistvu neko žlahtno sporočilo človeštva, da je možen napredek, da se moramo o tem pogovarjati, da znanost napreduje s tezo in protitezo, z hipotezo in protihipotezo, da so vedno bili konflikti med znanstveniki in to je toliko gonilo, da je bila, to sem prej v štartu prebral tiste odlome kot pa je že bil. Ja, no, evo, preveč sem odpad, da sem ognečko. No, skratka, gre za to, da je premisa tega je to, ne, odprt razpravo, pogovarjati se o teh stvarih, ne pristati na tabu teme, ne pristati na to, da je samo ena resnica, ne pristati na dogme, ne pristati na pranje možganov, pa na žaljenje vsakega drugačnega mislečega, ne, kajti
To je zatiranje enostavno zdrave pameti človeka, kajti pa ne pristati vedno na neko izračunavanje, še najmanj pa to, da nam bodo digitalizirali naravo, ker sem že prej rekel, kajti digitalizacija človeka pomeni tudi uničevanje narave. Mi moramo nujno ta ekonomski sistem spremeniti, ker to je ekonomija rakavega tkiva. Rak ubije sebe, tudi sebe ubije, ne samo gostitelja, ne. Torej imamo mi ekonomijo morilca in samo morilca in mislim, da je nujno, da izstopimo iz te norišnice, kajti vse to, kar se reče kot veliki reset, gre samo za eno stvar. In depopulacija in te ostale finte in ta zeleni preboj, ki je popolnoma nemogoč. Vidite, kaj se dogaja zdaj. Zdaj, ker je ta zima v ZDA, so vsi električni avtomobili nemogoče jih vžgati, ker so porabili pol akumulatorja, da so ključavnice odklenili na vratih, pol pa da so probali vžgati, pa tudi vžgali so avtomobilov. Tako da in je Elon Musk, veliki ata električnega avta, je tretjino delnic že prodal. Torej vidimo, da je koncept električnih avtomobilov v zatonu. Vetrnice, ki jih tle posiljuje po Sloveniji, mi nimamo nobenih pogojev, ker nimamo stalnih vetrov, lepo vas prosim. To je pravica denarja, naš drugega. En vodilnih nemških energetikov je rekel, da vse vetrnice v Nemčiji so glih toliko pomembne, da se mobiteli napolnijo, več pa ne dajo energije. Torej vidimo, da je to samo način bil, kako rešiti kapitalizem, kajti kriza leta 2008 še ni bila rešena. Samo pokrilo se je, mi smo z lastnih žepov financirali propadle banke tudi pri nas, med 5 in 6 milijard denarja so nam pobrali žepov, bankirji so imeli še več plače kot prej. In zdaj, ker se kriza ekonomska nadaljuje, poskušajo ta srajne finančne reševati s tem zelenim prebojem in zamrznitvijo civilizacije, kar pomeni samo povečan nadzor nad ljudmi, to vam je več ali manj jasno. Torej, idemo vklopiti zelo razum, tisto, kar pa nas vedno bo rešilo, je to, da s tem bomo zaključil, noben tiran v zgodovini ni dolgovečne, ni bil dolgovečen, ni bil dolgo časa, kajti obstoj tiranov je odvisen od njegovih drugega pa tretjega ranga, ki mu služijo. Ko tiranu spodmakneš temelje, izpuhti. Ga ni. Noben tiran ne more sam vladati in sam tiranizirati ljudstva, tirani so lahko samo, dokler je piramida stoji. In zdaj jasno, dokler se denar tiska, se lahko plačuje služabnike ali policijo, da pretepa ljudstvo, pa ga jih poliva z najnovejšo mešanico vode in plinov, ki niso toplogredni, ampak so unika malo izločajo solze. Torej vidimo, da s terorjem se nikoli še ni svet reševal, ampak to je samo dokaz, da jih je tudi cenzura znak strahu, torej če je nekdo suveren. To mi rabimo in moramo povrniti tudi slovenskemu narodu suverenost, da smo mi suvereni kot posamezniki in kot narod in zato rabimo, edino kar rabimo to, da se povezujemo v skupnost, da se družimo, da se povezujemo, da se pogovarjamo, da peljemo stvari naprej v interesu ljudi. In mi imamo zgodovinske izkušnje, imamo tudi veliko pozitivnih avtorjev, recimo kot je Andrej Gosar in podobne, ki lahko ta znanja uporabimo, torej mož, ki je živel prej v Kraljevini Jugoslaviji, v glavnem velika dela napisal. Imamo tradicijo za družništvo, imamo tradicijo lokalne ekonomije, imamo mrske, imamo v zgodovini tega naroda bilo, ker je pripomoglo, da smo preživeli hude čase, ki so se zgrnili na slovenski narod vsa stoletja. Veste, tudi tisti vulkani, ki so v srednjem veku bruhali, pa 30-letna vojna, pa kuga, vse to je bilo tudi tle. Ne veliko. In tudi vse te armade, ki so korakale gor pa dol, čez slovenski prostor, so pustile neke otise in ta narod ne bi nikoli preživel, če ne bi znal sodelovati.
Hvala lepa za sodelovanje. No, še lahko sem par stavkov še do konca. Spet imamo nihanje, evo, tle imamo srednjeveško toplo obdobje. Ja, Josip. Te pa da lajsveč, kako je temperatura nihala, vidite, nekako do tam minimum 1850, zdaj se pa dviguje. Prej. Tle imamo sončne aktivnosti, to je ta cikl sončnih pek, 11 let, vidite, kako skače gor pa dol zadeva, tudi spet je ritem in spet imamo, tle pojav, ko je sonce bolj aktivno, je sončni veter, če je močnejši sončni veter, kozmični žarki ne pridejo do zemlje, kozmični, ali pa ven jih pride, kozmični žarki povzročajo pa tvorbo oblakov. Več, ko je oblakov, bolj je hladno. Če bi koncentracija oblakov narasla za 4 do 5 odstotkov, smo v ledeni dobi. Tukaj smo odvisni od koncentracije oblakov in tle sonce garant, da nam zadržuje kozmične žarke. Naprej. Evo, to so pa te zdaj, ta cikl, 400-letni, zgodovinski, kako je bil ta Maunderjev minimum, tam rast srednjeveški in potem, kako se počas zadeva spremenila naprej. Evo, tole imamo sončne pege, pa gibanje sončnih peg, ok, naprej. Evo, tle imamo pa to je zanimivo, ta koncentracija CO2-ja, vedno je zamik, približno 600 do 700 let, ko se začnejo, torej zamik za ogrevanjem, sedanji porast, lahko porast CO2 v tem času je posledica srednjeveškega ogrevanja, ki je bilo pred 700 leti. Vidite, tu je ta zamik v zelenem, to je CO2. Prej. No, to imamo, tu spet nihanje, vse v naravi je v sinusoidah. Naprej. To imamo povezavo pa oblačnosti, solarne radiacije in kozmičnih žarkov, to sem prej na kratko povedal. Tle imamo vse, vidite, kako je to sinhronizirano, spet kako se vse tri funkcije povezujejo, spet pa novo sinusoido. Prej. Kaj so jih preskočili? To smo že imeli. Kdo je te tabele delal? Kako? Kdo je te tabele delal? To je iz raznih virov. Iz več virov narejen. No, tle imamo tudi ta zamik CO2-ja, še en prikaz, kako je CO2 približno zamaknjen. No, tle imamo pa recimo zgodovinsko obdobje, to je holocensko, imamo egiptovsko ohladitev, akadsko ohladitev, v bronasti dobi bila tudi neka ohladitev, v Dark Ages, ko sem omenil, pa malo dela novo. Torej vidimo, vse, kar je pod to absciso, so le ohladitve v teh 400-letnih ciklih, ki jim pravijo zgodovinski cikl. Evo, spet imamo ritem, tle je izotop kisika 18, merjen na planktonskih foraminiferah, spet je v ritmu. Spet imamo, evo, tle imamo pa do 700 tavnih let nazaj, imamo, to so v bistvu tudi ledene norme, gledajte, kako se lahko jih preštejemo, kako so nastajali. Prej? To pa to je bilo. Jarnač, vprašanje, ne? Če ima dokšno vprašanje. Kaj mislite o sekanju gozdov na veliko? Kako? Kaj mislite o sekanju gozdov? Ja. Je to, kar se dogaja v Amazoniji? Ne, pri nas. Tivoli. Ja, generalno pravilo je tako, če nekdo reče, tele bomo posekali 2 hektara gozda ali pa 100 dreves, pa jih bomo tam nasadili. To je čist natek, čista laž. Ker vedno je treba lokalno gledati, vse posledice se lokalno dogajajo. Mi ne moramo se tako to lažati, tle bomo nekaj posekali, pa bomo pa čez nujno stran hriba pa toliko dreves posadili. Tukaj je ekosistem porušen, tle je vodni režim porušen. Mi moramo vedeti, da je najtežnejša povezava med vodnim režimom, pokrajino in gozdom. Naš profesor Mlinšek, znameniti gozdar, nažalost pokojni, je to misel izrazil, reka teče skozi gozd. Torej, najtesneje povezano, če imamo mi star gozd drži vodo s svojim koreninskim sistemom, mladi gozd je pa porabnik vode, pa črpa izpod talja in izpareva v zrak.
To je ena stvar. Druga stvar, ki je pomembna, gozdovi privlačijo oblake. To je še ena stvar, ki jo ne upoštevajo ti modeli. Ne. Torej, vi veste iz biologije, ne, da ko rastlina transpirira, ko črpa vodo, ko voda izpareva na vrhu, ne, skozi liste ven, nastane ta podtlak in ta podtlak se kaže tudi to, da je v tisti pokrajini, kot je gost, pritisk pade. In nizek pritisk pomeni, da bo iz strani, kjer je pritisk višji, bodo pritekale zračne mase nad gost, gost dobesedno črpa, strka oblake k sebi. Zato je gozdna pokrajina bolj vlažna, ima več padavin, ne, zaradi ravno tega razlika v pritiskih. Torej, barbarstvo na drevesi se dogaja na veliko v Sloveniji, moram povedati. Ne. Nihče ne čuva starih dreves, ki so osnova enega ekosistema, ven se jih meče kot neko nepotrebno gošo, ne. In potem se sedi neke rogovilje, ne, ki jih pol obrežejo do neprepoznavnosti. Ne. To, kar se izvaja ta kriminal na drevesi v naseljih, ki so obžagana na neke kupe, to so invalidi. Drevesa ne pustijo, da bi umrla naravne smrti, enostavno jih obžagujejo nenehno, jih pohabljajo nenehno, iz njih delajo nakaze, to ni več drevo. Da ne bi slučajno kakšna vejca na avto padla, ker to je bila pa katastrofa. Ne? In podobne zgodbe, tako da, veste, drevesa se vedno bolj umikajo z gozdov, ker jih človek briše. Je še ena velika napaka, mimogrede, vse te neskončne asfaltirane površine ne preprečujejo odtok vode iz atmosferske vode v talnico. Ta voda gre v kanale, pa odteka v prvo reko in gre na Hrvaško, ne, ali pa preko Soče v Italijo. Moramo asfaltirane površine prevrtati, da bo voda pronicala v podtalnico. Ne, to so ogromne površine, ker meteorna voda nima stika s podtalno vodo. Zato nam podtalnica pada. Mi imamo v Sloveniji negativno vodno bilanco in to je najtesneje povezano z drevesi. To sem hotel zdaj zaprt krog. Ja. Ena stvar je zanimiva, ne, globalisti pravijo, manjša poraba CO2, v bistvu pa že 30 let delajo na tem, ne, da nobena država ni več samooskrbna, ne. Se pravi, mi dobivamo hrano iz vseh živih držav tam od Kitajske naprej. Če bi res oni hoteli narediti, bi lahko rekli, vsaka država naj se pridela 90% hrane svoje, pa ni transporta, ne. To se pravi, tu se spet jasno vidi, da je to sam bla, 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 ne, in da na tem praktično nič ni, ne. Ne, na tem je to, da je, če smo zdaj videli, kako so bili te lockdowni, da niso smeli delati samo obrtniki in mala podjetja družinska, ne. Zakaj? Zakaj so lahko korporacije delale? Zakaj so vsi obrati korporativni lahko delali? Jaz se v našem malem mestu spomnim, so bili vsi čevljarji zaprti, šivilje so bile zaprte, urari so bili zaprti. Vse to, kar so se ljudje samo zaposlovali, ker so imeli svojo dejavnost, od katerih je živela družina ali pa tistih nekaj zaposlenih, vse to je bil točno udar po lokalni ekonomiji. Uničiti lokalno ekonomijo, uničiti sposobnost ljudi, da se sami preživijo, da se samo zaposlujejo, ne? Da zažujejo še nekaj ljudi okrog sebe, uničiti lokalno skupnost, to pomeni, da bo potem korporativne verige bodo oskrbovale nas, ki bomo kot kreteni naročali po internetu neko robo, da nam bodo z droni na prh pripeljali, po vas prosim. In iz tega bo tudi sledila prepoved, recimo, bodo proba, vse ne bo ratal, ker je že poka sistem, ne. Zakaj je bil popis kokoši pri nas? Ne, take bedarije, vse tega se meni držalo, ampak bi jo poskus, ne, da ne se parjav koliko do kur. Potem so pa najdeli enega laboda, ki je imel ptičjo gripo, lepo gospod. Pa pol še enega nekje na Štajerskem, na Češkem so pa 300 tavlno kur v eni farmi potovkali, ki sta imeli 2 ptičjo gripo. Jaz se spomnim, ko so bili še mediji prosti, ki je bila ptičja gripa kot vaja za to, kar je zdaj COVID bil, leta 2005, znameniti profesor Lanka, ki je bil takrat šef klinike infekcijske v Nemčiji, in mu intervju za televizijo nemško, najbolj gledan program je bil, in ga je novinarka vprašala,
kakšno je pa vaše mnenje, kako bo ptičja gripa vplivala na Nemčijo? In rekel, manj otrok bo. Pa rekel, kako manj otrok? Ja, prav, štorkle bodo poginile za ptičje gripe. Pa pravi novinarka, pa vse mislite, ja, profesor, doktor, pa še pa vi klate, da štorkle nose otroke. Je rekel, to je ravno tako res kot vaša pravljica o ptičji gripi. Takrat je bilo možno, ko so bili mediji odprti, ko se je lahko pogovarjalo karkoli, tega danes je nemogoče. Recimo, ko sem jaz prej povedal tisto štorijo, lahko še en vid povem iz COVID-a, za na konc, mož se ponoviti, takrat, ko smo imeli celonočno cepljenje, vse veste, celonočno cepljenje je bilo, to je bilo pa višek norosti, no, paste, in mož se zbudi, takole pošlata, žena in kjer, kje pa je, sred noči ga ni bilo. In proti jutru se ona vrne, se tako leže k njemu lepo, pa zaspi, in spet zgine, ko se je danilo, ne spet ni. In ta panično kliče prijatelja, pravi, a se tudi svoje tole dogaja, pravi, moja sred noči zgine, potem se pa vrne, pa zjutraj spet zgine. In rekel ti, veš kaj je verjetno? Nočno cepljenje. Ja, prav, zakaj pa zjutraj šla? Ja, je šla pa na poživitveni odmerek. To je ljudska, ne? Dajmo še kaj vprašati, no? Imamo še cajt 15 minut, pa nas ven vržejo. Jaz bi vprašala, kar iz naslova bi izhajala. Ledene sveče v rastlinjaku, torej ne, jih ne bo. Nas bo zeblo ali ne bo vroče, eno in drugo. Oboje možno. Ja. Čisto lahko vredno je. Temperatura bo šla lahko gor, moram pa nekaj povedati, ker ni bilo cajta vsega, ker to je izjemno obsežna tema in sem mogel prosti lekcijo delati. Torej, odkrili so eno novo cirkulacijo v Pacifiku, ki pravijo dekadna oscilacija kroženja teh oceanskih voda. Oceanske vode lahko krožijo v smeri urnega kazalca ali pa v kontrasmeri. Imamo potem plus ali pa minus, kako ima ta clockwise pa kontra-clockwise, kot se reče. In če se vrtijo v tej smeri, ker topla voda, potem, ki prihaja iz južnih krajev oceana, stopi po ledenelo cono na Beringovem prelivu, topla voda, ko to stopi, lahko pride začne topiti arktični led. To se je dogajalo do leta 2008. Potem se je pa cirkulacija obrnila. In ta cikl traja 30 let, to je zdaj odkrito, ni dolgo tega, in ko se je ta cikl zavrtil v kontrasmer, zakaj je to živ Bog ne ve, tudi zato nima razlage, ko se pa obrne, je pa Bering zaprt, ker je kontrasmer in topla voda ne pride do severa gor, ima kontrasmer in takrat pa led se debeli in trenutno se na Arktiki led debeli, ker je ta cikl obrnen. Torej, od leta 2008, zdaj računimo še 30 let, bo lahko recimo malo hladnej, bolj verjetno, bomo videli, kaj bo naprej. Dejstvo pa je, da mislim, da je bolj fajn imeti malo več kurjave za vsega skrb. Ne samo zato, ki jih ima tudi za teh norcev, ki imajo nevidnega sovražnika v Evropi. Tako, še kaj? Ja, kaj pa to, kar pravijo, da se zdaj na različnih koncih sveta pojavlja, da se živali združujejo, različne vrste živali združujejo, mislim, iste vrste živali, ampak v rojih, v krogih in krožijo. A je to kaj povezano s temi poli, z magnetnim poljem? Ne, prvič slišam, se pravičujem, ne vem odgovora. Pa to... Ti si še slišal tega? Ja, to... Zajene bi se med nekaj polji obrnili, Ja, ta menjava polov ne je bila, to so geologi odkrili v sedimentih, ne je bila na vsakih 700.000 let obrat polov. To so geologi odkrili, kajti pri magmatski kamnina, ko lava zbruhne, ko magma teče, se v bistvu te delci, ki so polarizirani, orientirajo sever-jug. In če se pol obrne, so pač tudi te molekule zavrtene. Tako da geologi iz te poziciji vidijo
iz bruskom magmatskih kamnin vidijo, v katero smer so bili takrat polje naravnani. Ne. To tako so nekako ugotovili, da je okrog 700 tisoč let cikel obratov. Kaj se takrat zgodi? Ne, noben ne ve, kaj ni podatno. Noben ne ve, kaj. Takrat kompas bi čist drugače pokazal. Noben ne ve, kaj se zgodi takrat. Glede... Bomo videli. A to je čez 12 let? Bomo videli. Čez 12 let smo mrtvi. Mislim, da smo mrtvi bistveno prej. No, kaj reč? Glede na to, kaj nam WHO pripravlja, dejansko so pospešili to dogovarjanje okrog nove pogodbe in premaknili z konca maja 24 na konc maja 23. In tudi te COVID, klimatske spremembe in vse to je del te zgodbe, s katero želijo na nek način prevzeti eno popolno avtoritativno vladanje nad zemljanje, pa nad zemljo. Ne? In dejansko prav to je tudi, tak je v COVID krizi bila zelo grda zloraba medicine, tak bo zelo, morda še najbolj grda zloraba medicine v zgodovini človeštva zdaj, ko bo ta nov sporazum WHO vstopil v veljavo. Namreč WHO nikoli ni imel odločevalsko vlogo, zmeraj je imel svetovalno vlogo. Zmeraj je do 21 let nazaj bil financiran iz članarin članic, držav članica. Ne? Pol je pa taka, vse te smere, ki si jih omenil, ne? Je udrl dejansko korporativnega kapital. Ne? In vsa ta znanost je dejansko postala v zadnjih predvsem 20 letih žrtev tega korporativnega kapitala in na nek način zdaj vidimo rezultat vsega tega. Tako tudi ta klimatske spremembe, tudi ti poskusi že v zadnjih 20 let ustvariti neko pandemijo, s katero bo ena majhna skupina ljudi prevzela oblast in kontrolo dejansko nad dogajanjem nad ljudmi, se to zdaj dejansko realizira. Namreč WHO ustvarja novo pogodbo, po kateri dobiva popolnoma novo pozicijo, novo funkcijo. Zadnjih 20 let ga je počasi prevzel privatni kapital, več kot 80% je v lasti teh finančnih elit in dejansko ne služi več javnemu dobru, ampak služi dejansko njihovim interesom. Ta pravila nova, ki so zdaj dejansko v nedeljo bila poslana 15. januarja vsem državam v presojo in bi naj konc maja 23 bila tudi sprejeta, uvaja pravzaprav eno medicinsko diktaturo, medicinsko tiranijo oziroma medicinski fašizem. Zakaj gre? Gre za to, da preko spreminjanja IHR pravil, to je internacionalna zdravstvena pa mednarodna zdravstveni pravilnik, dejansko dobiva WHO oziroma Svetovna zdravstvena organizacija povsem drugačno vlogo, odločevalsko vlogo. Do zdaj je lahko imel samo svetovalno vlogo, torej država se lahko strinjala, izvajala ali pa ne izvajala tisto, kar je WHO predlagal. Zdaj po tej novi pogodbi bo zakonsko obvezujoče, kar pomeni, ko bo WHO razglasil izredno stanje, takrat se postavi kot odločevalec nad pravnim redom države, nad ustavo države, torej postane absolutni gospodar 194 držav na svetu. In problem je v tem, da več po teh novih pravilih ni potrebno upoštevati sploh strokovne argumente, ampak lahko en človek, dejansko predstavnik te oligarhije finančne, odloča o teh ukrepih. Že zadnjih 20 let se delajo spremembe v smeri deregulacije teh pravil na WHO,
da te regulacije so nas varovale pred zlorabami do zdaj. Ne? Da te deregulacije pa zmeraj bolj dajo proste roke upravljalcem tega WHO in zdaj, ko bodo njihove odločitve postale obvezujoče, dejansko določajo lahko karkoli usilijo državam. Tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, da so zaširili tudi diapazon razlogov, v katerih lahko razglasijo izredno stanje. Do zdaj je to bilo samo v primeru epidemije oziroma pandemije. Zdaj po tej novi regulativi je pa lahko razglasijo izredno stanje v primeru seveda epidemije, pandemije, v primeru naravnih nesreč, vojn in to, o čemer si govoril, klimatskih sprememb. Glede na to retoriko, ki jo silijo že 20 let, klimatska sprememba je po njihovem lahko nekaj, za kar bodo takoj lahko razglasili izredno stanje in bo trajalo naslednjih 100 let, torej dokler oni ne opravijo vse, kar je potrebno. Prej je bilo nekako predvideno, da bo šlo po drugi poti ta sprememba in ker so ugotovili, da po tej drugi poti obstaja možnost, da se ljudstvo prebudi in da eventualno zablokira kakšne te njihove želje, so naredili en politični spin in so dejansko decembra 2022 in zdaj januarja, prejšnji teden, imeli tajne sestanke, na katerih so dokončali ta IHR pravila in to samo za opozorilo, mislim, da je vsem nam jasno, kaj to pomeni. V IHR pravilniku, katerega se mora tudi WHO držati, so črtali tisti del, ki nam je do zdaj zagotavljal, da pri odločitvah morajo spoštovati človeško dostojanstvo, temeljne človekove pravice in svoboščine. Torej, zdaj jim ne bo več treba. Te informacije so po celem svetu cenzurirane. Namen je tako zelo pomembne odločitve prinesti, brez da bi ljudje o tem karkoli vedeli. Zato sem to povedala, ker se mi zdi, da se nekako vseeno navezuje tudi na to tvoje predavanje, ki si rekel, zdaj po covidu bo še pač ta klimatska histerija. Vse je to del zgodbe tega megakapitala, ki želi po svoji meri povsem preurediti civilizacijo. Ja, če sta še dve nevarnosti veliki, morda nisem do konca povedal, no. Torej, geoinženiring, ne? Vloženih je okrog 180 patentov za spremembo klime, ne? Torej, po moje je ena od ocen bo taka, ne? Ker pa klime ne moramo več, na CO2 ne moramo več vplivati, ker se zavoženo, bomo šli z geoinženieringom rešiti planet, kaj itak imamo samo še 12 let življenja, zato je vse dovoljeno. To je ena stvar, ne? Druga stvar je pa še nekaj, veste, kaj bo lahko povezovalno. Toplejša klima, topljenje ledenikov, pa permafrosta in sproščanje patogenov, ki odpočivajo. Imamo direkt povezano klimatske spremembe z novo pandemijo, ne? To lahko en virus spustijo, ali pa eno bakterijo spustijo, pa rečejo, vse taj pa šla iz stopljenega ledenika ven, ki je noč spala 200 000 let iz časov mamutov, ne? Pa nosorogodlakavih, pa jamskih medvedov. Evo, zdaj imamo pa še ta strajne, zato ker nismo uspeli ukrotiti CO2. Lete, to so te špekulacije, ki so lahko resne. Ampak, ok, mislim, jaz sem zmerno optimist vedno. Mislim, da upam, da rad ali ne bo. Probali bodo zaostrovati, to je se zadnji zdihljaj z velike crkava, probali bodo zaostrovati, mislim, da pa so že zaigrali vse dute in džolije in mislim, da bo na koncu jedno ljudstvo zmagati. Tirani so leto zgubili v zgodovini človeštva. Nikoli ni bil en tiran dolg časa. Ne? In glede, jaz pravim takole, pa sem malo privošljiv, ne? A si predstavljate, da ste vi bogataška ima 200 milijard dolarjev, pa ste stari 85 let. Je, permo sunce zajemali to, ne? Po vseh milijardah moš umrt. In te ne reši nobena medicina več, ne? To je tist, kar je še edin pošteno, zdaj svet narava deluje, ne? In tukaj ne moš, ne, zdaj,
verjetno so v tem strahu pred smrtjo, kad je tam ti lahko okoli Bajtem že, veste, okrog tistih vil, ki imajo 5 bazenov in 28 kopalnic, ne, ampak ti lahko hod, ne. Zdaj, kako bi se lahko rešili, da bi tiste bolne možgane preklopili na računalnik, telo bi itak bo zgnil, ampak njihov bo večno živo, pa ste je to. In to je ta obsedenost z večnim življenjem. To je to. No, se jih bo pobral slejko prej, tudi če si še 3 srca da zmontirajo not, ali pa nekakšne celice, neko zarodne, ko to pobral, bo tudi sistem itak propadaš in bomo biti tu sproščeni. Ne moš malo zdržati, še teh 12 let. No. Samo tebi še nastopili tih bogataškov, ne? Kako? Ja. V redu.